Spoštovani prijatelji iz domačega društva, iz sorodnih in drugih društv ter ustanov v okolici, dragi obiskovalci. Vesel sem, da ste se odzvali povabilu KZ Brežice na današnje predavanje z naslovom Pot srca, od srčnosti do sreče. Predavateljice in naše prijateljice Anice Koperjus-Pepelov. Anici med številnimi nazivi lahko predamo naziv terapeutke KZ Brežice. Skupaj smo potovali v leti 2014 in 2015, ter so ustvarjali varen pristan za dotedanje in nove člane. V zborniku 30-letnici delovanja KZ Brežice in v našem začasnem slovesu je Anica zapisala tako. Tisto, kar mi skupaj prehajene poti našega svetovanja ostaja, je ponos na vse zdravljence in njihove svojce, ki vztrajajo na zastavljenem poti ter hvaležnost za lepo izkušnjo sodelovanja. Ostaja pa tudi želja, da se še kdaj srečamo in se dozumemo na kakšen drugačen način. To želje bomo uresničili že z današnjim predavanjem. Anica, dobrodošla v Brežicah, čas mi je, da se danes z nami. Izvoli. Hvala vsem. Hvala KZ, hvala knjižnici za gostoljubje. Sem vesela, da sem znova tu, v mojih domačih Brežicah, če tako rečem, brežiški občini. Za danes sem si izbrala tako malo poetično temo, tako naslojem, ali tako poetično, ne? Pot srca, od srčnosti do sreče. Ni čisto strokovne narave, ampak bomo skušali potovati po tej poti malo na drugačen način. Se bom najprej ostavila pri teh osnovnih pojmih iz naslova srce. Verjetno je to en tak v naši kulturi, pa verjetno v vseh kulturah, to ne vem, najbolj prepoznavnih pojmov. Ko vidiš srce, takoj približno veš, kaj pomeni. Že v osnovni šoli smo risali srčke, takšne in drugačne, prebodene, dvojne, v drevesih vidiš porezane srčke in letnice in vse to. Srce nas močno zaznamuje, močno simbolno govorico. In na drugi strani srčnost, še en tak pojem, slovar daje zelo tako splošen opis, nekaj povezanega s srcem. Kakoli že to je. Ampak če izhajamo iz nekaterih pomenov srca, potem je tle notri skritih res veliko pomenov. Srce kot sedež čustev, predvsem ljubezni in topline. Se vemo, za Valentinovno so srčki vse posod, pa tudi sicer. Srce kot simbol oziroma srčnost kot sledenje čustvom. Lahko slepo sledenje, lahko tisto malo bolj premišljeno sledenje. Srce kot srčnost, kot sedež pristnosti, iskrenosti. Rečemo, srčno te imam rad. Pa moji korošci zdaj rečejo, prisrčno dobrodošli. To je beseda, ki mi tu ni tako odzvanjena, ampak kar živim na Koroškem, tam veliko, prisrčno dobrodošli, prisrčno, to je prav ta izraz srce. Srce kot, bom rekla, tak sedež intuicije, mogoče bi kdo rekel, en božji glas, sedež božjega glasu v meni. Ko rečemo, srce mi govori, v srcu čutim, slutnja v srcu. In na drugi strani obstaja ena knjiga, ki ima naslov Inteligenca srca. Govori pa o tem, kako ne se pogovarjati samo z razumom, da se razumeva tako razumsko, ampak tudi, da se najni srci slišita. Kako tudi ravnati s čustvi v naših odnosih. Pa še veliko pomenov bi verjetno lahko vsak od vas še dodal. Ampak tisto, kar se meni zdi bistveno, je to, da jaz verjamem, da naše srce zazna tudi tisto, kar naša ušesa preslišijo in naše oči spregledajo. In da če ta sporočila preslišimo, potem včasih izgubimo sebe, izgubimo stik s sabo, izgubimo ena bistvena sporočila za naše življenje. Gre za to, ali sem svest sebi ali ne. In srčnost, kot slediti srcu, sem danes zapisala v naslov, kot slediti svoji pristnosti, mojim talentom, mojim veseljem, premišljeno slediti čustvom, se pravi v kombinaciji srce,
in možgani. Oziroma, če sem malo bolj strokovna, leva in desna polovica možganov, vse tudi čustva, ne? Rečemo, leva polovica možganov je bolj logična in desna bolj čustvena, ne? Jaz sem zdaj zamešala njih. Ne, čisto eno, ne? Ja, in bom prebrala zdaj en odlomek iz ene knjige, ki sem si jo pred leti sposodila v tej knjižnici, pa in mislim, da še vedno na razpolago, če bo koga zanimala, nosi pa naslov Žensko srce, vodnik k telesnemu in čustvenemu zdravju srca. Smo kultura osredotočena na glavo, živimo v glavi, naše misli divjajo. Srčne težave ubijajo več žensk kot vse oblike raka skupaj. In kot kardiologinja sem prepričana, da razlogi za to daleč presegajo slabo prehrano in pomanjkanje gibanja, če tudi te slabe navade zagotovo prispevajo. Verjamem, da so srčna obolenja, ki jih opažam pri toliko današnjih mladih ženskah, nejasne nadloge, palpitacije, napadi panike, bolečine v prsnem košu, utrujenost, tesnoba in žalost ter splošen občutek teže, ki navdaja toliko žensk, povezana predvsem z življenjem, ki je izgubilo ravnovesje. Živimo v glavi, čeprav naj bi živeli v srcu. In to je zapisala zdravnica, kardiologinja. Ja, pomembno je najti svoje ravnovesje med srcem in možgani. In tej temi bomo nekako danes sledili na tem srečanju. Drug tak pojem, ki sem si ga dala v naslov, je sreča. Ja, sreča je nekaj, po čemer vsi hrepenimo in kar se zelo dobro prodaja. In tudi prodaja ta pojem sreče veliko drugih stvari, ki jih rabimo ali pa ne rabimo, ne? Pač kupujemo si srečo. Mislimo, da si kupujemo. Mislim, da vsi imamo izkušnjo biti srečen, pa tudi izkušnjo, kdaj biti nesrečen, ne? Tako da to občutje sreče vsi poznamo in vemo, o čem govorimo. Obstaja nešteto knjig, metod, poti do sreče, ki nam jih lahko prodajajo, ne? Srečnih in nesrečnih iskalcev sreče. Vsi smo eni iskalci sreče, ljudje hrepenimo potem in ja, mogoče včasih zgrešimo pot na kakem nadomestku za srečo in potem včasih malo zgrešimo in pristanemo v kakšni zasvojenosti tudi, ne? Tako da danes, ko smo tudi s klubom KZA, je to ena taka pomembna tema, mogoče tudi po tej plati. Ampak tisto, kar jaz tako opažam in se mi zdi, da majhni otroci zelo veliko več enih veselj, veliko več ene sreče pokažejo, kot mi odrasli včasih. Znajo se veliko prej razveseliti, pokazati to in znajo to srečo pri sebi občutiti, še zaznati, ko jo mi včasih malo zgubimo nekje na poti življenja. In se mi zdi fajn, da si damo možnost, to se spet naučiti, začutiti, kje je tisti moj mali otrok v meni, če tako rečem, ki je poznal to pot do sreče, ker vsi smo jo poznali kot mali otroci. In potem se včasih malo zgubimo. Ja, mi je bilo zanimivo tudi to, ko sem brskala po internetu, jaz sem o tej temi razmišljala zadnjega pol leta, zato ker sem pripravljala vikend delavnico na to temo in to, kar danes govorim, je en tak povzetek tega, tak zgoščen. In sem srečala tudi Inštitut za evropsko raziskovanje sreče, sploh nisem vedela, da to obstaja, ne? Ampak ja, tudi to obstaja. In potem to, kar pa verjetno tudi poznamo tu v medijih, so pa te raziskave Združenih narodov, ki objavljajo lestvice najbolj srečnih narodov. Ne vem, če ste se kdaj ukvarjali s tem, katere so tiste teme, ki jih oni po katerih točkah ocenjujejo in potem točkujejo narode po sreči, ampak so kar take pomembne teme. Ne gre samo za denar, ne? Pravijo celo, da države, ki denarno bogatijo na lestvici sreče, nič kaj veliko ne napredujejo ali pa celo nazadujejo. In je potem vodja raziskave celo postavi vprašanje, kakšen smisel ima bogateti, če pa na koncu imaš več težav z medosebnimi odnosi in vsem ostalim, pa na lestvici sreče nikamor ne napreduješ. Ker tisto, kar po tej lestvici, pač to je ena od mnogih, so tudi druge, največ nekako države, ki so najvišje, so tiste, ki imajo zelo globok občutek pripadnosti, njihovi državljani, ker je odnos do skupnega dobrega velika vrednota, ker je zaznan občutek svobode, kjer je vrednota radodarnost, skrb skupnosti, se pravi, da se človek tudi čuti, da skupno zanj skrbi
kjer je iskrenost, kjer je dostop do zdravstvenih storitev, seveda dohodek ima svojo vlogo in tudi zadovoljstvo z oblastjo. In nepresenetljivo vodijo Skandinavci pa Švicarja, ne? Med 155 državami pa smo Slovenci na dan 60. mesto, ne? Tako nekje na sredini. Zanimivi sta mi bili dve raziskavi, ki sem jih tako, jaz rečem, da berem te stvari potem bolj po intuiciji, ko sem zbirala to literaturo, na nje naletela. Ena je raziskava v enem domu upokojencev. 3 nadstropji, približno enake uporabniki, enaka oskrba, približno enako osebje, skratka, nekako izenačeni naj bi bili tako. Te 2 nadstropji, samo ena razlika je bila. Enemu nadstropju so rekli pač tistim uporabnikom, glejte, tukaj imate te pa te pravice, imate zajtrk, kosilo, večerjo, te pa te dejavnosti, potem pa tem urniku, pravico imate do rože v sobi, tega pa tega, vse to dobite. Tako pač po urniku, stvari si sledijo, nimaš kaj veliko vpliva, pač pride, ko pride. Drugemu nadstropju so isto povedali, to so vaše pravice, vse to vam pripada, ampak dobite po vaši želji, ko boste lačni, ko boste želeli ustvarjati, pridete, če nočete, ne rabite, in tako, glavnem veliko več svobode so imeli te uporabniki. In čez 1 leto so potem pogledali, kakva je razlika med tema 2 nadstropjama. A je kakva razlika? In ugotovili so, da tisto nadstropje, ki je imelo več svobode izbire, če tako rečem, ja, so bili veliko bolj zdravi, veliko bolj zadovoljni in tudi manj smrti je bilo med njimi. To so potem pojasnjevali s tem, da v bistvu, ko ima človek nadzor, je njegovo telo manj pod stresom, ker ko nimaš nadzora nad situacijo, si skozi v stresu, vse ne veš, da bo prišla strežnica v sobo, ali pa veš, ampak nimaš izbire, mogoče pa ti tiste minutek hočeš počivati, zakaj bi mogli treba zdaj na tist krožek tam, ki poteka, ne? Nisi svoboden, nisi sproščen. Potem sem pa naletela še na eno raziskavo, ki je bila tudi zanimiva, je pa z marketinškega področja, pa so v Ameriki v eni trgovini raziskovali, kako seveda čim več prodati, to je cilj. In so naredili poskus. Najprej so dali na police 6 različnih marmelad. In jih je zanimalo, koliko procentov kupcev bo te marmelade, katero od njih izbralo. In ko jih je bilo samo 6, se je približno 30% kupcev odločilo in eno od teh marmelad kupilo. Potem so pa rekli, dajmo dvigant številko in so jih podali 24. V isto trgovino, 24 različnih marmelad. In kaj mislite, koliko kupcev je kupilo marmelado? Manj, ne? Rečeno. Ja, veliko manj, samo 3%. Samo 3% še. Zato, ker pri taki izbiri smo ljudje zmedeni, težko se nam je odločiti, niti nimaš časa vse pogledati, če se pogledam, ko grem v trgovino, želim na hitro nekaj izbrati, naložiti mit. Ne želim se izbirati med celo polico enakih marmelad ali pa podobnih. In tisto, kar se iz tega, oni temu rečejo marmeladni paradoks, lahko naučimo je, da ljudje rabimo svobodo. To nam daje ta občutek, da si sproščen, da nisi pod stresom, po drugi strani pa ne preveč. Ne preveč izbira, ne. Srednja mera ponudbe je nekako tista, pri kateri naj bi bili najbolj zadovoljni in srečni. Ja. Še ena taka stvar, ki se mi zdi pomembna, je ta sposobnost hrepeneti. Pomembna, mene nagovarja ta misel. Kdor ni nikoli ničesar s hrepenenjem iskal, kdor ni nikoli začuden obstal ob novosti, ki je prej niti slutil ni, ta ne ve, kaj je sreča. Se mi zdi, da danes srečujemo veliko ljudi, predvsem mladih, ki bi mogli biti polni sanj, polni hrepenenj, polni motivacije, ki so brez sanj, brez ciljev, brez motivacije, brez hrepenenj. In se mi zdi, da se moramo tega naučiti, mogoče tudi mi odrasli včasih in tudi predvsem otroke tega naučiti. Tudi sebe, zato ker če nimaš sanj, če nimaš hrepenenj, potem je tvoje življenje brez smisla in tudi ne moreš biti srečen v takem svetu. In mogoče ena od stvari, ki jih jaz, kot moj sin reče včasih 5 let star, nami dolg čas mi je. Jaz pa mu rečem, veš kaj, pač narobe, če ti je včasih malo dolg čas, ne ti bo malo dolg čas. Zato, da boš lahko svoje možgančke zaposlil še s čim drugim, ne, da te skozi druge stvari zaposlujejo, ti razmisli, kaj bi rad v tem času počel, kaj te veseli, kaj te zanima. Ker danes smo s tolikimi impulzi non-stop zasedeni, da nimamo časa razmišljati, kaj bi pa res rad. Če danes pogledate mlade, večino časa imajo nekaj v roki in brskajo. A jim je lahko kdaj dolg čas?
A lahko kdaj samo sedijo in razmišljajo in gledajo v zrak, kako je lepo vreme. Kako bi bilo to? Ampak če nimaš tega časa, ne moreš sebe začutiti, ne moreš svojih hrepenenj začutiti, ne moreš začutiti sreče konc koncev, ker ne pride do tebe, samo nadomestki sreče pridejo do tebe. Naslednja taka tema za razmislek. Ja. Biti srečen ne pomeni, da vedno dobiš vse, kar si zaželiš. Sreča pride, če ljubiš, kar imaš in si za to hvaležen. Dve misli mi v tem stavku prideta in sicer, da sreča ni toliko v imeti, kot v biti, tem, kar sem, kako se jaz počutim, nekaj imam. Čeprav moram tle biti takoj realna in reči, da če nimaš osnovnih sredstev za preživetje, si težko srečen, ne pa imaš tako vse ostalo. Ampak če živiš na vojnem področju, si tudi težko srečen, ja si srečen, če si živ. Ampak razmišljate kakrat o neki višji sreči, ne? Najprej osnovne potrebe, potem pa ostalo. Druga stvar, ki jo pa tle vidim, je ta sposobnost odloga zadovolitve nekih potreb, da smo sposobni malo počakati, hrepeneti po nečem, ker če nismo sposobni odložiti nekega pričakovanja po nečem in mora vse takoj v tem trenutku biti, ker če ne je konc sveta, ne moreš hrepeneti in na koncu tudi ne moreš biti srečen in zadovoljen, da si tisto dosegel. In ena od pasti našega sodobnega elektronskega sveta je ravno v tem, da ti vse prinese takoj, v tem trenutku. Klikneš, se spomnim, ko sem bila še otrok, internet bil zelo počasna zadeva, si čakal, da se ti je naložil film, ali pa kakšna pesem, da se ti je odprla spletna stran, danes se ti odpre takoj, če se ti ne, zamenjaš operaterja. Tako smo navajeni. Kar je fajn po eni strani, po drugi strani pa nam jemlje ene sposobnosti, neka priložnosti za razvoj enih sposobnosti, si jih moramo kar zavestno vzeti, kot posamezniki in kot starši in vzeti to v svoje roke. Jaz pravim, da hvaležnost je kraljevska pot do sreče. Mislim, da ena od stvari, ki bi si jih mogli dati za dnevno nalogo je preprosto zvečer, ko greš spat, ali pa čez dan, da imaš čas, razmisliti, kaj se mi je ta dan lepega zgodilo, ker pogosto štejemo samo tisto, kar je bilo negativnega. To se nam bolj usidra v nas, to je pač zakonitost narave, tako konec koncev negativne stvari si moramo spomniti, da se znamo drug dan obvarovati pred njimi, ampak če pa preveč samo negativno razmišljamo, kaj pa potem? Potem pa samo vidimo negativno, in smo nesrečni in razmišljamo, kaj vse jaz nimam, kaj vse sosed ima. Razmišljamo raje, kaj jaz imam. Kaj sosed ima, pa kaj nima, to je njegov problem. Moj ne bo to, kar imam jaz, ne bom tega vesela. Še ena zelo pomembna stvar. Pot do sreče lahko prehodiš le ti sam osebno. Pa če najprej rečem to, o čem sploh govorim, ko govorim o sreči. Jaz mislim, da sreče ne moramo kupiti v trgovini, čeprav po drugi strani sem prebrala misel enega trgovca, nemškega, ki je rekel, da tisti, ki mislimo, da se sreče ne da kupiti v trgovini, pač nimamo pojma o nakupovanju. Pač jaz nimam pojma o nakupovanju, ampak vseeno mislim, da sem srečna, čeprav ne verjamem, da srečo lahko kupim v trgovini. Verjamem pa, da lahko kupimo tam eno trenutno zadovolitev in nekaj stvari pač rabimo, jih je treba kupiti, ampak če si kupujem, primer, vedno nove obleke, ob tem, ko imam v omari že vse polno drugih oblek, vprašanje, koliko časa bo trajala tista zadovolitev, Če si pa kupim obleko, ker pa res več nimam nič za obleči, ko pa tista zadovolitev malo tle časa trajala. Nihče ne more namesto mene osebno prehoditi mojo pot do sreče. Sama ne moram, ker jo samo jaz poznam, samo moje srce pozna mojo pot. Ampak je pa lažje, če sem ob tem v eni dobri in spodbudni družbi. Zato je pomembno, da imam skupino, imam človeka, ki mu pripadam, s katerim skupaj hodim to pot podpore. Da nekdo zame skrbi in da tudi jaz konec koncev lahko za nekoga skrbim, mu pomagam. Številne tehnike in načini razmišljanja in ravnanja na to temo obstajajo. Jaz bom še nekaj stvari, ki so se me dotaknile pri tem naštela. Ena od teh je skrb za naše telo. Nekaj čisto bazičnega.
mogoče bi vam celo več o tem znal povedati kakšen učitelj telovadbe ali kaj podobnega. Ampak mislim, da si težko srečen, če si neprespan, če si utrujen, takrat smo pa navadi razdražljivi, ker smo še bolj pod stresom naše telo, če se zdravo ne prehranjujemo, če se dovolj ne gibljamo. To so tiste čisto osnovne telesne potrebe, za katere tudi treba poskrbeti. In konec koncev rečejo psihiatri, gibanje je naravni antidepresiv. Če bi se malo več gibali, bi marsikater antidepresiv lahko zamenjali za gibanje. Ampak to ne pomeni gibanje tako. Mislim, mora biti res gibanje, tako da se res prešvicaš, ne samo da malo okrog hiše brklaš, to ni isto. Po drugi strani, stik z naravo je tisti, ki nam daje tudi en tak občutek sreče, ker konec koncev mi smo zelo naravna bitja v osnovi, ampak danes živimo včasih toliko odtojeni od narave, zaprti v hišah, mi smo še relativno naravi, čajno v Brežicah, ampak če si pa kje v enem velem mestu zaprt sredi betona, narave niti ne vidiš. Ne vem, kakšna je vaša izkušnja, ampak jaz vem, da mene zelo pomiri, če grem delati na vrtu karkoli, samo stik z golo zemljo. Ker zdravniki pravijo, da naše telo v bistvu ni narejeno za ta tempo, ki ga mi danes živimo. Mi smo bili narejeni, naše telo se je prilagajalo zgodovino življenja v naravi. Mi pa živimo pod vsemi temi pritiski sodobnega sveta in razvoja in tempo, naši geni nam ne sledijo. In zaradi tega je naše telo, pravijo, celo skozi v stresu. Mene bo zanimivo, ko sem brala o divjih živalih. V bistvu divje živali ne poznajo stresa. Zato, ker one, ko so v stresu, v tisti situaciji, ki ni rekli, da je stresna, tudi če te napade en napadalec, žival, ko je mimo, se strese, telo se sprosti in gre naprej. Ampak, ko so to isto divjo žival zaprli v živalski vrt, je izgubila to sposobnost. Njeno telo ni bilo več sposobno po naravni poti regulirati stresa. In mi smo vsi zaprti v živalskih vrtovih. Prisluhnimo telesu. Prisluhnimo telesnim simptomom, se pravi temu, kar čutim. Pa temu še najlažje prisluhnimo našemu telesu, ko nas kaj zaboli, nas hitro zvije in poiščemo pomoč zdravnika, če nas res kaj boli. Eni imajo zelo visok prag bolečine, pa odlagajo pa tudi kako operacijo, odlagajo v nedogled in še kaj, ampak če že na tem nivoju preslišimo glas svojega telesa, ko gre za čist fizične stvari, koliko težje potem šele prisluhnemo globim sporočilom, čustvom, občutkom, ki so tudi čisto telesni. Pa naši otroci imajo to še relativno dobro razvito. Če ste bili kdaj na obisku s kakimi mehkimi otroci, oni zelo dobro začutijo klimo, ko prideš nekam v en prostor. So takoj na to odzovejo. Lahko se v kakšni situaciji odzivajo čisto drugače, kot ste sicer navajeni. Lahko so bolj umirjeni, lahko so bolj divji, lahko se vas čisto klepajo, kar nenadoma, pa se vas drugače ne na takih obiskih. Ampak jaz mislim, da otrok še začuti zelo pristno tisto vzdušje, ki je tam, ki je lahko v tej hiši bilo, predno smo sploh tam prišli, ker čustvena klima se začuti, ko ti vstopiš na prostor. Samo ljudje, ki smo tukaj visoko civilizirani in kulturno vzgojeni in prilagojeni, smo se navadili iti čez to. Mi se ne odzivamo toliko na te reči odrasli, pač se vljudno naprej pogovarjamo in gremo naprej in se delamo da nič, ker smo se pač navadili tega. Čustva najlažje reguliramo ravno v naših odnosih, v katerih živimo, če zmoremo o njih govoriti. Če pa izgubimo stik s sabo, če izgubimo stik s svojim telesom, potem je težje zdravo uravnavati čustva in konflikte, ker česar ne čutiš, tega ne moreš uravnavati, tega ne moreš zdraviti, če tako rečem na navednicah. Jaz pravim, da kdor tlači negativna čustva, pogosto potlači tudi srečo in veselje. Jaz se poznamo ljudi, ki so veseljaki, pa nikoli jih nič ne skrbi, pa vedno so super, odlično, perfektno, če jih vprašaš. Ampak kako se pa ti ob njih počutiš, je pa druga stvar, ker ob njih pa vseeno začutiš, da imajo tudi oni svoje sence. In ja, ti lahko zanikaš, ampak telo ob telesu začuti, a si ti res v redu ali nisi. Vse telo začuti, mi se začutimo. Naša telesa so konec koncev en tak zelo občutljiv termometer za take stvari, če tako rečem. Temo gledati na naše telo kot na
mojega zvestega spremljevalca, ki pomni vse, kar se je zgodilo v mojem življenju. Tudi tisto, kar sem jaz že zdavnaj pozabila, kar se je zgodilo že takrat, ko še sploh nimam zavednega spomina na tiste stvari. In naj moje telo spregovori. To pomeni, da se vprašam večkrat, kaj pa čutim? Zakaj pa se v tej situaciji tako počutim? Včasih v taki situaciji malo čudno odreagiram, ker sama sebe presenetim. Zato, ker moje telo je nekaj zaznalo in se na nekaj odzvalo. Pa jaz včasih še ne vem, pa se moram malo vprašati, kaj je za tem odzadej. Ja, ker če ne prisluhnemo telesu, že njegovi bolečini, njegovim čustvom in občutkom, potem jaz mislim, da je še veliko težje prisluhniti tistim, še malo globljim sporočilom, in sicer intuiciji. Jaz sem temu, za ta izraz bi lahko uporabljala še številne druge izraze, kot, ne vem, delati v skladu z intuicijo, z energijo, z žarom, biti v elementu, eni rečejo temu, z veseljem nekaj početi, živeti svoje poslanstvo. Ne? To so vsi izrazi, ki jaz mislim, da nekako podobni so. Niso čisto enaki, ampak ja. Ampak za vse te pojme je značilno to, da ljudje, ki tako živijo, se pa navadi počutijo srečni in žarevajo eno počutek sreče, zadovoljstva. Ja, ker delati proti intuiciji, to je tako, ko bi plaval proti toku. To je izredno naporna stvar. Je utrujajoče in redko kdaj osrečujoče, razen potem, ko končaš to delo, pa si reče super, da je mimo, da mi ni treba več tega početi. Drugače pa pri intuiciji gre čisto za to eno prisluškovanje subtilnim sporočilom mojega telesa. Lahko bi temu rekli glas srca, lahko bi temu rekli trebušni občutek, Nemci rečejo temu Bauchgefühl. Tisto, kar v mojem trebuhu čutim, ker ne vem, če ste kdaj bili v situaciji, ko si se moral odločiti o kakšni stvari in si logično pretehtal vse argumente, si izračunal, da bi se neka stvar šla, ampak občutek ti je rekel, ne bo šlo. Pa nisi vedel, zakaj, logično ne znaš pojasniti. Ampak tvoje telo je reklo, ne bo šlo. In če si se v tisto stvar podal, se na koncu res ni išlo. Tisto, kar je naš, ne vem, kateri čut, naša intuicija ali karkoli že temu rečemo, ampak ja, to je nekaj, kar nas lahko pelje včasih tudi v pravo smer. Ampak, bom rekla tako, mene je zelo umirilo, ko sem prebrala v eni knjigi, mogoče se da tudi pri vas posoditi, super ženska je v tebi. Pri njej me je navdušilo to, kar je rekla, ti moraš slediti intuiciji, ampak znotraj varnega okvira. Ona kot zdravnica pravi, če ti nimaš varnega okvira, si pod stresom. Ker tvoje telo, ko nima varnega okvira, je v stresu, spet izloča preveč inzulina, preveč sladkorja v krvi in se veste, maščobne celice in vse to, ne? Če gremo naprej. Moč izrečene besede. Bom prešla na besede. O nekaj takih vsebinskih sklopov sem si zastavila za to predavanje, malo bolj na teme. Ampak besede so tudi nekaj, kar močno prispevajo k naši sreči ali pa včasih nesreči. Ker mislim, da imamo vsi izkušnjo, beseda te lahko zabije v zemljo ali pa dvigne v nebesa. Lahko te poboža, potrdi, da eno priznanje, tolaži, krepi, včasih tudi skoraj zdravi. Majhni otroci so v trenutku zdravi, če jih mama objame, poboža, lučka da, reče, da jih ima rada in je v redu. Tudi besede povezujejo, prečiščujejo kakšne stvari, ali pa na drugi strani ranijo, oddaljujejo, šibijo, prizadanejo in še marsikaj. Spravim, da beseda ima moč oblikovanja. Bom rekla, če pogledamo naše otroke, oni so kot goba, ki srka vse, kar mi rečemo. Srkajo naše sporočila. In ni vse eno, a otrok dobi kot tisto ključno besedo ali pa stale, ki me nese s sabo v življenje, v redu si, tudi če nisi popoln, te imamo radi, a na drugi strani nikoli nič ne znaš, vse je narobe, vsi so boljši kot ti, s tebe nikoli nič ne bo. Katera sporočila nesemo s sabo v življenje? V tem primeru se rečem, beseda ima moč oblikovanja, ker ti to neseš s sabo, včasih celo življenje s sabo nosiš. In ker ne verjameš, da si vreden nečesa, v tem časi zgrešiš veliko poti do sreče, tiste ta prave sreče, do zadovoljstva v življenju, do zdravih odnosov in do marsičesa,
mogoče ta sporočila ne preoblikuješ v nekem drugem odnosu. Torej, rečem besedama tudi moč preoblikovanja. Tudi, če si dobil taka slaba sporočila, odnesel iz svojega otroštva, lahko počasi te stvari spremeniš. S tem, da rabiš en živ odnos. Eni rečejo, veliko stvari lahko narediš sam, lahko bereš številne knjige, bereš internet, novice, časopise, revije, veliko se da na to temo najti. Ampak ključna stvar pri tem je tudi odnos, ker konec koncev v komunikaciji je moč besede koliko. Ko jaz z vami komuniciram, so moje besede vredne koliko procentov? 10%, še malo manj celo. Moč komunikacije je predvsem v drugih stvarih. V tem, kako vi mene čutite, ali jaz govorim z vsem telesom, z vsemi čustvi, ali samo naučeno vam zdaj tele berem. Poleg tega, da me zaznavate, ali se vam všeč, ali nisem, ali mi frizura tako ali drugače stoji, ali mi ta mikrofon moti, ali ne, in tako naprej. Ampak tudi teh 8% mislim, da je, ali 6%, mislim, da je prepričana, ima izjemno moč. Ker če pogledate novice, ki jih spremljate, katere časopise berete, katere oddaje gledate, kakšna sporočila dobivate, vse takoj vidite, kaj vi žanjete. Ali to predvsem negativno, ali tudi kaj lepega. Meni je pomembno, da si spremljam tiste stvari in tiste medije, ki mi tudi nahranijo dušo. Je pomembno biti v stiku z realnostjo, pa vedeti, kaj se dogaja. Ampak hkrati poskrbeti za svojo dušo, za svoje srce, da se napolni tudi s čim lepim. Še ena stvar je pri besedi. Če znamo ubesediti, ali pa če se potrudimo, tudi če se nam zdi, da smo pri tem včasih štorasti, da še ne znamo, ubesediti svoje občutke, tisto, kar sem prej govorila o telesu, kar zaznavamo v svojem telesu, včasih ni besede. Včasih ne vem, kako bi povedala, pač rabim čas. Pravijo, da ženske še relativno hitro, včasih imamo to povezavo občutja, teles, telo, beseda, včasih moški malo to še dlje časa rabite. Ampak ne bomo posploševali, ker ni vedno enako, ampak res ta ubesedena občutja, napisana občutja, ko najdeš smisel nekim občutkom, to je tisto, kar zdravi, to je tisto, kar včasih telo sprosti in kar te pelje naprej, in kar ti tudi da smisel včasih. Pa še kaj enim besedom bom šla. Neizrečenim besedam, to je moči naših misli. Verjetno ste slišali za samouresničujoče se prerokbe. To bi najbolj ponazorila stavko, ki pravi tako. Če verjamete, da ste za nič, imate prav. Če pa verjamete, da ste super, imate tudi prav. Če verjameš, da zmoreš, boš zmogel. Če ne verjameš, da zmoreš, ne boš zmogel. Gre za to, kako je sama sebe vidi. Kako vsak od nas sam sebe vidi. Verjamem, da sem nečesa sposobna ali ne. Ker tisto olje, ki bi rekla, pomaga, da v življenju lažje grem skozi življenje, skozi težave, imamo vsi, ker sreča ni pogojena s tem, da imaš ti življenje brez vseh težav. Ampak tisto, kar ti pomaga iti naprej, je to, da zaupaš vase. To so te samo uresničujoče se prerokbe, to so tiste misli, ki jih mi gojimo v glavi, a sploh ne vemo, da jih. Ker naši možgani vse skozi delajo, tudi takrat, ko mi mislimo, da ne, tudi takrat, ko mi ležimo na travi, gledamo oblake nad nami in si ne mislimo nič. Naši možgani delajo in skozi premlevajo tiste ukaze, ki smo jih mi zapisali vanje. To je tako, kar naš računalnik, tudi če je, kako že reče, se spi, spanje, slip. Vse nekaj velje. In te misli, ki jih imamo skozi v glavi, to je v bistvu naš avtopilot, ki usmerja naše življenje. Vse poznate tudi tisto raziskavo o optimistih in pesimistih, mislim, da ste mogoče že slišali, Žanja, to še enkrat ponovila. Ko so poslali optimiste v pesimiste, ne vem, bo tu tam na kavu, tam v stari kino naš, pa ste jim rekli, pejte na kavu, tu imate denar, pejte, pa se kupite kavo, pa se pa vsete doma in poklepetajte s takom. In so šli optimisti in pesimisti. Ampak poanta ni bila v tisti kavi. Poanta je bila v tem, da so jim na poti nastavili bankovce. In so raziskovali, kdo bo to videl. Kdo je videl? Optimisti. Samo optimisti. Pesimisti ne. Ker optimisti možgani iščejo srečo. Oni iščejo priložnost, oni iščejo kaj dobrega
pesimistovi možgani pa iščejo nesrečo. Čeprav, mene je zelo presenetilo, ko sem prebrala, da optimisti so v bistvu idealisti, oni vidijo boljš, kot v resnici stvari so. Pesimisti so realisti, oni vidijo stvari realno. In pač ne pričakujejo sreče tam, ker običajno je ni. Običajno na cesti pač ne leži bankoc. Eni potem reče, ok, pa dajmo možganom vcepiti neke misli, dajmo bi rekli lahko sugestija, veliko teh knjig je na temo, imaš neke misli, jih prebereš in potem to ponavljaš. Drugi bojo rekli, to ne deluje, ne vem, pač boste se sami presodili, ampak jaz pri sebi vem, da pri meni deluje tisto, kar sem 100% prepričana. Ne samo v moje možgane, da sem si rekla, aha, od danes naprej jaz verjamem to pa to, ne, jaz moram s celim telesom verjeti to pa to. Potem bo to delovalo. Ne samo moje možgani, en del možganov. Včasih logični del še lahko prepričaš, da nekaj verjame, ampak čustveni del, to boš pa težko kar tako prepričal. Tam je pa treba malo več dela. Ja. Eno od področij, ki nas osrečuje, so zagotovo medosebni odnosi. Jaz, ker sem družinska terapeutka, ne morem imati te teme. Ja. Globoki, zaupni, topli, varni, ljubeči, odzivni, ne vem, kakšni bi še rekli, odnosi. Vse tisto, kar nas v odnosih osrečuje, napolnjuje zadovoljstvom, kar nam daje voljo do življenja, kar nam daje moč za rast, kar konec koncev nam pomaga stres zmanjševati, kar v današnjem svetu ni najpomembno, kar nam je temelj enega duševnega zdravja, kar konec koncev je tudi en podporni dejavnik za okrevanje, če še pride do težav fizičnih ali psihičnih. Tudi pri, recimo, če se dotaknem raka, tam je zelo pomembno, da je človek optimist pri okrevanju, pa da ima mrežo podporno, da ima vsaj enega človeka, ki ga podpira. Če imaš vsaj enega človeka, ki te podpira, si tudi lažje optimist ob tem. In tudi konec koncev pri zdravljenju alkoholizma, to veste iz svoje izkušnje, kako pomembna je podpora bližnjega ob tem. To velja za vse duševne bolezni, pa tudi za fizične, ker nam imunski sistem naraste ob prisotnosti ene varne osebe, sprav osebe, ob kateri se lahko sprostimo. Zato ni to samo modna muha, ko v porodnišnico zdaj spuščajo zraven očete, pa so zelo dobrodošli pri porodu, ampak to je zato, ker telo se sprosti, če je s tabo človek, na katerega se lahko zanesiš, ki ti je znan, ki ti je varen, prag bolečine se dvigne, se pravi, manj čutiš bolečino, in vse to so v bistvu naši medosebni odnosi. Tudi v paru se mi zdi pomembno iskati ravnovesje med srcem in možgani, če ostane pri tej simboliki, med čustvi in logiko, razumem. Ko rečem slediti poti srca, jaz ne mislim, da to pomeni slediti zaljubljenosti in padati iz ene zaljubljenosti v drugo in vmes odmetavati kot odpadke od tiste, ki ste se bili v njih zaljubljeni, in slediti hormonom in iti naprej. Zame iskati pot srca pomeni v bistvu iskati skupno pot srca, če si z nekom, dati si priložnost skupaj rasti v tem odnosu. To pa ni vedno enostavno. To ponavadi gre čez ene stiske, se odkrito soočiti s stiskami, s katerimi sem z težkimi občutji, so včasih iz moje sedanjosti, pa tudi iz moje preteklosti. Vse je fajn biti človekom, ki skozi sadi rožice, če tako rečemo po domače, ki ti skozi lepe stvari govori, ampak če se ne more z njim iskreno pogovoriti tudi o tem, kar te teži, kar te noče niti slišati včasih, je pa težko, ker ti ostane s to stisko in ta stiska se nabira in namesto, da bi se naša srca, bom rekla, zbližala, če uporabim to prispodobo, se oddaljujejo. Ker mi se povezujemo na tem, ko si lahko iskreno izmenjujemo te globoke vsebine, ki se nas dotaknejo srčno. Če pa tega ne moremo, potem pa grejo naše stvari malo mimo. Odnosi se počasi ohladijo, ali gremo v drug odnos, ali kakorkoli. Še eno misel, jaz verjamem, da dobri in osrečujoči odnosi se gradijo dolgo. Ne zgradiš ga takole. Lahko se z nekom zelo dobro ujameš in sta super. Ampak na neki točki boste mogli iti v globino in tam zna boleti. Ali bo šel v globino, ali pa bo ostalo vse skupno po
površini. In če se zavestno ne ukvarjamo z nekimi problemi, potem traja včasih generacijo dolgo, rečejo 3-4 generacije, da se, ne vem, en samomor v družini predela. Ko če je nekdo naredil od prednikov samomor, je to travma za njegove svojce in ta travma gre naprej z občutji, o tem govorimo, ne? Čustvena dediščina. Ja, in vsi nosimo s sabo neko dediščino, ali so to samomori, ali so kakve druge zamere, konec koncev Slovenci smo itak polni travma, ne? No, verjetno vsi narodi, ampak ja. In se nam splača te stvari, bom rekla, predelovati, zato ker jih ne predelujemo samo zase in sebi omogočamo več sreče, ampak delamo tudi za naše prihodne rodove, ne? Da se oni ne rabijo matrati, ker jaz rečem, če si prišel iz relativno, recimo temu v redu družine, ker so se o teh stvarih pogovarjali, ker so neke stvari predelali, to je tako, kot če greš na Triglav iz Kredarice ali pa štartaš iz nule, ne? Tisti, ki smo štartali z nule, imamo zelo naporno pot na vrh Triglava, ne? Tisti, ki ste pa štartali nek više, ker ste imeli malo boljšo dediščino, mogoče v teh stvarih, imate lažje pot, manj se matrate v odnosih, ne? Ali pa ste se matrali. Zato se splača te stvari vzeti zares, pa jih graditi naše odnose, jih izpopolnjevati, si vzeti čas konec koncev. Ja, vzeti si čas za dopust, da se telo sprosti, vzeti si čas za resne pogovore, vzeti si čas konec koncev za romantiko, da greste na zmenek, pa ne glede na leta, koliko ste stari. Tudi pri 70 greš lahko na zmenek. Zakaj pa ne? Ja, še zadnja misel iz tega. Družina je srečna toliko, kot je srečen njen najbolj nesrečen član. Se pravi, da je pomembno poskrbeti, da smo v družini vsi srečni. Oziroma, ne moram jaz biti super srečna, poskrbeti sebično za svojo srečo, ob meni pa moj mož bo tam hero. Ali pa otrok. Ker ponavadi so otroci tisti, ki se malo žrtvujejo, ne hote, ker oni želijo imeti srečne starše. In potem včasih, če med nama vse ne štima, potem bojo oni včasih postali kante za smeti in vzeli nase eno breme. Ali pa zlati dečki in deklice. To je še naslov ene knjige, mislim, da še ni prevedena v slovenščino, ampak moj prevod bi bil Prijatelja za vse življenje. To je zdaj v tem letu, lanskem letu že imam, da ja, ali tem, bila uspešnica v nemškem jezikovnem področju. Govori pa o tem, da v bistvu je pomembno biti prijatelj sam s sabo. Ja, da si je pomembno vzeti čas za pogovor sam s sabo. Mogoče malo smešno, ampak ja, vzeti si čas za stik s sabo, zato da začutim, kako sem, da se umirim. In ta avtorica pravi, da je to posebej aktualno v tem času, ko smo skozi pod pritiskom optimiranja. Več, hitreje, dlje, se veste. Biti srečen, zdrav, vesel, uspešen, še srečno poročen, med zdrave otroke, uspešne in vse, ne, kup stvari. Saj ne moreš se to biti v enem življenju, ne? Če hočeš na vseh področjih biti vrhunski. Zato je pomembno si vzeti svojo mero, poslušati svoje srce, če tako rečem, in ja, najti, kje sem tam jaz. In ona pravi, šele ko bom prisluhnil tihemu glasu lastnega srca, bom vedel, zakaj resnično gre in živel lastno življenje. Ker dokler poslušam druga mnenja, druge glasove, ki jim dam več vrednosti kot sebi in svojemu glasu notranjemu, do takrat begam. Iščem srečo vse povsod, ampak samo tam nekaj je. Ne? Ja, še ena stara modrost izpred par tisoč let pravi takole. Z vso skrbjo varuj svoje srce, kajti iz njega izvira življenje. Kaj pomeni varovati svoje srce? Nadeti si oklep, bojno opremo, puško, ne vem kaj. Ne? Včasih je tudi to fajn, pa ne puška, ampak včasih je fajn, če znamo nadeti oklep in če se na nas usuje plas obtožb, ki nimajo z nami nobene veze, je fajn iti mimo. Ne? To je tudi način, kako zavaruješ svoje srce. Ampak po drugi strani, ja, skrbeti, da ne ogluši, če tako rečem te simboliki, da zmore čutiti pozitivno in negativno, da tega ni preveč, ne? Da znam reči ne, brez slabe vesti, da znam reči dovolj je, da znam prositi za odlog,
da poiščem svoje načine, da se moje srce, bom rekla, očisti, prečisti, ko se preveč vsega nabere. Pa so to lahko fizični načini, telovadba, gibanje, ampak tudi ne samo pri tem ostati, da se potem pogovarjamo, da dam ven, da zapišem, povem, ne vem, da grem naravo, ne vem, kaj vas prosti, ampak jaz mislim, da je fajn, da ima vsak človek ene svoje načine, kako se sprosti, prečisti. In na drugi strani, a znam izpuščati stvari, ki me presegajo, ki so mimo šle drugo smer, kot sem si jaz življenju predstavljala. Da znam presojati, da se ne obremenjujem in da ne delam dodatnega stresa sebi, še s tistim, kar itak presega moje sposobnosti. Še zadnja stvar, sreča ni enkrat za vselej doseženo stanje. Je pot in pot traja. Je zgrajena iz mnogih trenutkov in občutkov. In ja, ko rečem sreča, ne mislim življenje 10 cm na tlemi, tako malo prispodobi, brez vseh skrbi, brez težav. V mislih imam pot prisluškovanja lastnemu srcu, sledenja intuiciji. Včasih je to malo ovinkasta pot. Včasih zato, ker ne prisluhnemo temu glasu srca, včasih zato, ker pač razmere tako nanesejo. Tisto, kar pa jaz verjamem, da usrečuje, je pa to, da zmorem biti hvaležna vsak dan znova za vse tisto, kar mi je lepega dano v življenju, da se imam možnost graditi odnose, ki upam, da vzajemno bogatijo in da zmorem za sabo puščati stvari, ki so boleče, bodi si iz davne preteklosti, vse delno predelane, je fajn, če so, in tudi iz sedanjosti. Tako da tudi vam želim, da najdete svojo pot do sreče, ker mislim, da bi lahko vsak opisal svojo pot do sreče in upam, da si boste vzeli še čas po tem uradnem zaključku, ker smo pa zmenili, da po tem zaključku so še vprašanja, pa replike in vse te stvari. Tako da hvala za pozornost, želim vam še lep večer. Tako, imam besedo spet Dušan. Hvala vsem zbranim, da ste današnje popoldne poživeli v naši družbi. Ajca, te pa iskrena hvala, da ponovim snedenju. Hvala. Kak lep šopek. Hvala. Z današnjim predavanjem v knjižnici Brežice zaključujemo cikl predavanj pred poletnim oddihom. Skupaj pa se že ponovno podajamo novim izzivom naproti. Zato bi povabil direktorico knjižnice Brežice, hvala lepa, tebi in knjižnici Brežice za gostoljubnost in vedno odprte vrata. No, zdaj je pa res konc. Vsi, ki bi imeli koliko vprašanja za našo Anico, lahko vprašate, da je zaumem po obdržavni mizi, pa se može poveseliti. Hvala lepo, še enkrat za misk.